Ja, ljudje imamo veliko talentov, ki se izražajo na tak ali drugačen način. Nekateri v glasbenem smislu, v športnem smislu, v umetniškem smislu. No, sama pa lahko rečem, da znam biti dobra mama, dobra gospodinja, pa morda tudi dobra županja. Moj največji talent, zdaj ne vem, če je to talent, ampak da bi za neko svojo delovno vnemo, neko svojo poklicno strast oziroma neko svojo okupacijo, ko imam, naredil vse. Ni važno, ali je to 12 ur dela na dan, vsi vikendi, prazniki, sem pripravljen v bistvu za to se popolnoma predati in to izpeljati do konca. Lahko bi rekel, da je to neka srčnost, ja. Moj talent, predvsem lahko rečem, da je dobro razumevanje ljudi in dobra komunikacija. Vsak človek ima talent, torej v vsakem človeku se skriva Mozart, recimo. Jaz ne vem, kaj je moj res poseben talent, ampak zanesljivo je to, ta povezovanje, to širina, ta želja po združevanju, po povezovanju različno mislečih ljudi, ker samo to pogovor in sprejemanje drugačnosti je tisto, kar se mi zdi, da je v meni, kar tudi negujem v svojem delu kot župan, da se ljudje, da se društva, da se povezujemo, ne glede na neke razlike, ki so med nami. Jaz mislim, da je to ena od stvari, ki so v meni. Nisem tip, ki bi šel z glavo skozi zid, vendar korak za korakom v pravi smeri. Ta vztrajnost se mi zdi, da tudi je v meni in se na koncu pokaže, da če vztrajaš v svoji smeri, da je rezultat. Kar so mi starši vcepili v glavo, je tudi to, in to živim, da tudi ko se ti nekaj slabega zgodi, v tistem nekaj dobrega. Če tisti trenutek tega to ne vidiš, boš videl čez nekaj časa. Tako da v tej filozofiji probam delati dobro, pa mislim, da tudi je to eden od mojih talentov, ki jih je treba razvijati. Veste, talenti niso kar dani, oziroma jih imaš, ampak če jih ne delaš na njih, če ne razvijaš, če ne delaš na sebi, potem talenti počasi zginejo. Tako da po moje tu nekaj tega je že v meni. Ja, glejte, dnevno ga razvijam na različne načine, tako da vsak dan nekaj počneš, na tem področju se razvijaš in seveda vse to se odraža v neki, bom rekla, zunanjosti, ki jo seveda opazijo drugi. Torej, ena stvar je že to, da nimam trde kože, da se meni dotaknejo vse stvari, kar je mogoče po svoje dobro, po drugi strani pa za mene samega včasih tudi obremenjujoče. Torej, veliko berem, veliko razmišljam, veliko se pogovarjam s tistimi, ki mi lahko pomagajo, s tistimi, ki dobro mislijo. Je pa res mogoče slaba stvar pri meni, da ne znam iz sebe vreči tistega trenutek, ko me nekaj tišči, to jaz prebolevam oziroma predelam sam v sebi in potem pridem zopet iz kakršne krize ven, tako da mogoče tudi to po svoj talent. V svojih službah in v svojih funkcijah, ki jih imam, je veliko teh priložnosti. Ja, to srčnost oziroma to svoj talent razvijaš v bistvu sam s tem, da se nenehno izobražuješ. Da tisto svojo panogo, ki jo delaš, se v njej nenehno razvijaš, izboljšuješ, izobražuješ in da se v bistvu nekje od zadaj v svoji glavi skozi zavedaš, da nikoli nisi dovolj dober in da nikoli nisi dovolj dobro naredil in da še vedno lahko boljše narediš.